Mislim, bil je dober projekt. Vse to so izzivi, ko ne veš, kaj bo, kaj se bo zgodilo. To je absolutno pravo novinarstvo. Malo na jok. Ja, seveda, to so spomini, 10 let je bilo, ja, z Janijem. Pa če vas zdaj takole izzovem, ne? A ti to laska, a te mot? Ful prijateljev pa prijateljic mi je rekel, zdaj si pa zvezda. Kdaj sta bila nazadnje takole skupaj na intervjuju? 40.9.2008, ne hecam se, ne vem. Tam enkrat do 2009, ko so bila trenja po moje. No, ampak sta pa skupaj prišla na pop, a ne? A se spomnite, kaj je bila takrat tista odločitev, ki je pretehtala, da sta nacionalko zamenjala za komercialko? Dobra ponudba. Ja, itak. A ne? Ne, mislim, bil je dober projekt. Absolutno, jaz sem takoj verjel vanga. In potem še zdaj spomnim, ko je Tomaž Perovič rekel, če mislim, da bi bila novinarka Petra. In sem mu jaz rekel, da mislim, da ja, ampak da se moramo z njo zmeniti. Kako pomemben je bil Pop TV takrat? Kako pomemben player v medijskem svetu? Takrat je bila Pop TV bil takrat, oziroma že prej, no, ko je nastal pa tako zelo neka enigma, ne, mislim, enigma v smislu, kako je tam delati, ne. Tudi mi, ko smo bili na drugi televiziji, smo se skozi sprašvali, večja dinamika, manjše ekipe, krajši sestanki, vse je bilo hitreje in smo se mogli kar zbuditi takrat, so kar na sestanku rekli, zdaj pa teme, zdaj pa bolj dinamično in je bilo, je to prerešetalo tudi nacionalno televizijo. Lep pozdrav občinstvu, gostom v studiu. V 40 milijardah, kolikor jih obrača na leto. O čem je bila takrat oddaja res drugačna od ostalih, ko so bile takrat na televiziji? Ja, šlo je pač absolutno za koncept, ki ga do takrat še ni bilo. Ne. Različne segmente družbe smo soočali med sabo na določen problem. Kdo je tisti, ki bi moral premakniti ta kazalec? No, ampak iz 13 gostov si pa pol ti Uroš šel na enega, ena na ena. Dobrodošli v oddaji Ena na ena. Imeti eno oddajo, ki je malo daljši pogovor, ne, da ti recimo gosta, ne, ki ga v večerni oddaji, se pravi, imaš 5-6 minut in tako naprej in ga v bistvu v resnici gledalec ne mora spoznati, ne, kdo je, kaj je, kako razmišlja v resnici tudi o drugih stvareh. Ne. Se mi je zdelo, da bi fajn, da bi imeli eno tako oddajo, ki je razgalila ljudem, ne, kdo nekdo sploh kaj je, a ne, in kako razmišlja. No, dolga leta sta že pač res obraza tega studija, posebnih projektov soočen se, ne da bi naštevali, ampak kaj bi rekla pod črto, da vaju najbolj driva pri vajinem delu? Petra Krčmar in Jani Mohič. Dobar dan želim. In dobrodošli v naši družbi. Je to, da je vsak dan nekaj drugega, da je vsak dan nekaj novega, da se prilagajaš. Meni je najlepše, recimo, tudi v 24 ur, takrat, ko se ob 6 nekaj zgodi in boš potem odreagirati. Hvala lepa. Vse da večji projekti so prav tako izziv, absolutno soočenje, dan volitev. Lep, dober večer, želim pozdravljeni, spoštovani gledalke in gledalci. Vse to so izzivi, ko ne veš, kaj bo, kaj se bo zgodilo. Pred 1 uro smo izvedeli, v Sloveniji imamo 3. osebo okuženo s koronavirusom. To so te izredne zadeve, ko se nekaj zgodi. Adrenalin, ne? Adrenalin, ker te tudi pol, ko si že 30 let v novinarstvu, recimo, še vedno driva naprej, no, tako da je ful dobro. Pa srečno. No, sta pa tudi znana oba po tem, da sta neizprostna do svojih gostov. To je absolutno pravo novinarstvo, da si ti provokativen, da sprašuješ stvari, ki jih mogoče se drugi ne upajo. Ne, seveda moraš imeti zadaj ves background, da veš, ker to pomeni, ne, da bo tudi sogovornik na drugi strani bolj nasramen in tako naprej do tebe, se pravi, moraš biti dobro pripravljen, da mu serviraš vse kontraargumente. Se mi zdi, da ta dinamika mora biti. Ne. Ja, so potem pa druga pas, ne, da ti pa učite mogoče, da si potem da preveč skačeš v besedo, da prekineš pogovor, ampak se mi zdi, da ta dinamika, da je nujna, no? Ne, jaz, a veste, kako jaz to rečem? Ne, ti tudi meni to govorijo, jaz tako rečem, da ti v resnici tak dela za gledalce, ne za opinion makerje. Više ali nižje pokojnine, kaj nas čaka? Poleg te resnosti smo videli tudi predvsem mogoče bolj Petrino, no, čustveno plat. Takrat, ko je bila, ko so poplave, recimo, ko je bila ta tekma, tista predaja Čeka, je bilo nekaj, krat je pogrel srce takrat. Seveda, zato, ker smo pa zbirali denar tudi za dober namen, ne? To so pa vse to, kar je Uroš prej govoril, recimo v tem izplenu, da pomagaš šibkejšim, da si na strani šibkejših.
Pop TV tudi z verigo dobrih ljudi in tako naprej res skuša pomagati tistim, ki to pomoč potrebujejo. Hvala lepa, ker smo spisali še eno odlično dobrodelno pravljico. A sta kdaj zajokala v etru? Malo na jok, veš? Ja, seveda, to so spomini, 10 let je bilo, z Janijem. Jani in Petra. Dober večer. Pozdravljeni. Ja, takrat je bilo kar, se spomnim tega posnetka. Ja, ker so Lamita še v klerčko, ti si bilo ful dober. Ja, lej, so taki trenutki, no. Velika ekipa zadaj, ki jo ljudje ne vidijo, kako igrana ekipa mora biti za to, kar pol mi vidimo doma. 120%, absolutno. Če en parameter ne funkcionira, lahko gre vse po zlu. Ampak mislim, da je tle na Pop TV res odlična ekipa in da se to ne dogaja pogosto. Vseeno, če se bomo že rešili, sploh ni problema. Vedno so napake, s katerih se naučimo potem več. Še dobro, da nisi rekel Van Damme. Aleks, me Aleks sliši. Aleks, zdaj pohiti, jaz bi šel rad spat. Sploh ni občutka, da gremo v službo, no. Tako da, če si, to ni delo oziroma posel, ampak preprosto si novinar, si voditelj in to rad upravljaš. Kakšen je recimo nasvet, ki ga daš novinarjem, ki šele začenjajo? Da se ne sprostijo in predvsem spoznajo novinarsko delo in da se ne učijo od najboljših. In da predvsem si želijo to delati, no. Ne da pridejo z neko drugim fokusom v novinarstvo, da bi ne vem kaj postali ali pa zaslužili, ampak da bi res za to srcem delajo, ne. Vemo, da sta ekstra ponosna na svojega sina in na njegovo poslovno žilico. A je kakšen nasvet zanj, ki mu data v tem, česar se on loteva? Da mora biti pri svojem delu pošten. To je, se mi zdi, najbolj pomembno in da mora ljudi gledati na vse enako, ne glede na to, kdo kaj je in kaj pomeni in koliko ima. In da predvsem uresniči svoje sanje, tisto, kar si želi. In imava to srečo, da ve, kaj si želi, tako da, če bo to uresničil, jaz mislim, da bolj ponosna ne bi mogla biti na njega kot sva. Oba dva delata svoje delo fenomenalno. Uroš, ta tvoj prepoznavni, naj vas takole izzovem, je postala kar ena bolj kopiranih fraz v stand-up svetu. Pa če vas zdaj takole izzovem, ne? A ti to laska, a te mot? Ful prijateljev pa prijateljic mi je rekel, ko so me začeli na radiju Gaga, ne, Pozvek kolega, imitirati, ne, so rekli, zdaj si pa zvezda. Dobro. Tako da prej sem se zastonj matril. Sem slišala, da oba rada dobro jesta, da imata rada dobre filme in Uroš, kateri je najboljši western? Dobri, umazani, zli. Katera je najljubša serija na Vojo? Ja, zdaj tak bom rekla za zadnjo novine, ampak Skrito v raju ne smemo pozabiti. Še nekaj razčistimo, ko smo lih tle. Kolikrat je Petra že skočila za večerca? Kar velikrat. Po potrebi. V ponedeljek. Se veš, kako posli zaradi Aljaža, pa se malo zmenimo, pa tako. To vse v familiji ostane. Če se kdaj kaj zgodi, tako da vse v familiji ostane. Hvaležen, da se lepo vse to zmenimo. Kako pomembno vlogo v vajinem življenju igra ta hiša? Meni ogromno pomeni, da sem že imela priložnost priti sem, da sem spoznala povsem drugačno delo, kot sem ga poznala prej. Ekipa mi je ključna, ekipa, energija, motivacija, tako da, ne vem, jaz sem vesela, da sem tukaj, da sem del te Popove družine. Se mi zdi tako rekel, karkoli že kdo pravi, je Pop TV še vedno vodilna medijska hiša v slovenskem prostoru. Ljudje nas radi gledajo, seveda brez te ekipe ljudi, sodelavcev in tako naprej bi bilo to, ki so v ozadju, bi bilo to absolutno nemogoče in se mi zdi, saj ljudi, s katerimi jaz delam, ne ga jemljemo za svojega. Ja. Da to je to. Ja.